rekla, za letošnjo sezono sem dosegla vse cilje, ki sem si zadala. Prvi cilj je bil kolajna na sredozemskih igrah in finale svetovnega prvenstva. Vse to sem dosegla, razen novega državnega rekorda nisem popravila. Kar se pa tiče za naprej, naslednjo leto je Evropsko prvenstvo in imam kar dost velik cilj. Uvrstitev med 5 bo zadovoljiva, ampak sicer moja želja je malo višja, tako da upam, da bo tudi ta želja uresničena. No, jaz le mislim, da je prav, da Martina malo manj skromno pove o njenih dosežkih letošnjega leta. Nisem prepričan, če je omenila, da je bila udeleženka olimpijskih iger v Pekingu in da je na koncu koncev na svetovnem prvenstvu, na svetovnem atletskem prvenstvu letos avgusta v Berlinu dosegla 11. mesto. Vemo pa vsi, da to 11. mesto pomeni v bistvu v tistem trenutku realno 11. mesto, ampak da je bila zmožna ali pa zelo blizu tudi kolajne. Samo v športu je vedno tako, da se včasih kakšni dogodki zavrtijo malce drugače, kot si človek želi. In tako smo vsekakor s ponosom spremljali njene nastope po širnem svetu in prepričan sem, da je svojim imenom tudi ponesla ime naše občine, občine Slovenske Konjice po celem svetu. Jaz se bi rad na simbolen način Martini zahvalil za vse njene športne dosežke, za ves trud, ki konec koncev ga je mora vlagati v dejavnost v atletiko, da na koncu se lahko pohvali za rezultati, ki tudi v svetovnem merilu pomenijo velik dosežek. Mogoče bi še predlagal tudi tokrat javno eno dogodek napovedal, o katerem že dolgo razmišljam. To je, da bi seveda z Martininim privoljenjem se obrnili na podjetnike celotne Dravinjske doline in pa prek ene medijsko podprte akcije pričeli z zbiranjem manjših finančnih zneskov, ki bi pa na koncu pomenila to, da bi se v tem posebnem skladu, pa recimo v tem trenutku skladu za atletsko delovanje Martine Ratej, nabralo nekaj tisoč evrov, za katere verjamem, da ne more rešiti bodoče sezone, ampak lahko pa pripomore k temu, da bo malo lažje zadihala, tako da se bomo na koncu koncev drugo leto v takšnem času, ob koncu atletske sezone, skupaj veselili njenih novih uspehov. Za današnje srečanje pa sem namenil, da Martini izročim eno skromno darilce kot spomin na današnje srečanje, predvsem pa v zahvalo na njeno uspešno sezono na leto 2009, za katerega pa verjamem, da ga sama ne bo pozabila še dolgo vrsto let. Martina, darilce podelim v zahvalo za vse, tako kot si že rekel, za vse uspehe in pa tudi spodbudo za naslednje sezone, ne samo eno sezono. En šopek, ki naj bo v vazi nekje, dokler bo le vzdržal.